Nevenka Zupančič, ki prav tako prihaja iz Izuma. Predstavila nam bo drug segment programske opreme Cobiss, to je Cobiss CAD. Nevenka, je katalogizacija sploh še segment? Zdravo. Zdravo! Torej, Cobiss, CAD je v bistvu zdaj ločena aplikacija od Cobiss Leap. Če je to vprašanje, potem pravzaprav, zdaj Ja, več ni znotraj ja. Cobiss, Cobiss 3 programa Cobiss 3, ampak sta dve ločeni aplikaciji. Torej prva verzija Cobiss CAD je izšla malo pred Cobiss Leap in to je bilo že 6. januarja letos. Takrat se je še imenovala Cobiss 4 katalogizacija. Od takrat smo namestili že 3 nove verzije programa, v naslednjem tednu, upam, pa nam uspe, iziti, nove verzije programa, in sicer verzije 1.4. Danes bom predstavila samo nekaj novosti, ki smo jih v verzijo 1.3 vključili oktobra, predvsem pa se bom osredotočila na, nove funkcionalnosti, ki bodo pa na voljo od, naslednjega tedna naprej. Vmesnik se je spreminjal, grafično se je vmesnik spreminjal. Zdaj ne vem, a vidite mi moj zaslon ali ne, Aha. katalogizacijo? Aha, vidite. Dobro. Torej grafično se je vmesnik, spreminjal, predvsem v smislu dodajanja gumbov, spreminjanja njihove pozicije, izgleda in tako naprej, pa tudi neke menije smo, dodali. Torej nekako tako, večjih sprememb grafičnih pravzaprav od začetka ni bilo. Od oktobra naprej, poleg razvrstitve, začela bom torej z iskalnikom. V oktobra je bila novost to, da so se med drugim v iskalnik dodala ta razvrstitev in pa poizvedbe, ki so jih katalogizatorji kar pogrešali. Zdaj po novem si jih pač lahko shranite in vas vedno počakajo. Jaz si bom nekaj zapisov vmes odlagala na delovno področje. Potem pa, stvar, ki so si jo katalogizatorji zelo želeli, je bil prenos, rezultatov iskanja v Excel. To smo nadomestili na neki način s tole s temle gumbom, na katerem je dokument, na njem pa piše TXT, torej pomeni izvoz teh podatkov v tej tekstovno datoteko. Takole obvestilo se vam pojavi in potem, ko rečete prenesi, se vam to prenese v TXT format. Od tu pa si potem na enostaven način lahko podatke oziroma zapise prenesete v Excel. Kar se tiče ponavadi po tem, ko zapise, poiščete, si jih prikažete, v pregledovalniku je novo to, da smo dodali povezave, in sicer od bibliografskih zapisov na, Conor zapise, na SGC zapise. Potem pri recimo, kadar je teh zapisov več, torej v tem primeru, ko imamo avtorjev več, se teh povezav prikaže do 5, kadar je rezultatov več, pa tropičje, in, ko kliknete na to tropičje, se vam pokažejo pravzaprav vsi zadetki znotraj iskalnika in si jih lahko posebej pogledate. Če bi bila to serijska publikacija, bi se še kaki drugi podatki, torej je nadaljevanje ali, sestavni deli serijske publikacije, jaz imam zdaj tu, ker je iskalna zahteva bila taka, da sem iskala samo monografije, imam, v bistvu samo Conor zapise. Če pogledam en Conor zapis, se mi pri Conor zapisu pojavijo tudi povezani bibliografski zapisi med povezavami. Tu je tudi tropičje, ker je od, Levstika verjetno seveda več del, ne. To je pravzaprav nadomestilo metode, ki smo jo v Cobiss 3 katalogizaciji imeli na odložišču, povezani bibliografski zapisi. Toliko o pregledovalniku. Od tu seveda lahko tudi zapise odložite tudi na delovno področje, kateregakoli pač izberete. Kar se tiče delovnega področja, poleg tega, da smo menije malo spremenili, pa to, smo dodali, nekaj, kar so si, katalogizatorji želeli, in sicer metoda, pokaži verzijo zapisa iz Cobiba in obratno, pokaži verzijo zapisa iz lokalne baze podatkov. Če imate na delovnem področju recimo zapis iz lokalne baze,
nimamo tiste metode pokaži verzijo zapisa iz Cobiba, ampak je metoda primerjaj lokalni zapis in Cobib, odpre se primerjalnik in od tu lahko odložite, recimo v tem primeru, ker je bil označen zapis lokalni, se vam je zdaj na delovno področje odložil tudi zapis iz Cobiba. To je na hitro o delovnem področju. Zdaj pa, če bi šla v urejevalnik. V urejevalniku, recimo, če zdaj kliknem na ta rumen svinčnik, tu recimo kreiram nek zapis, ki sem ga prevzela iz kongresne knjižnice. Sproti so pri avtorjih, kar se mi zdi, da je bistveno preglednejše, pri avtorjih so variantne oblike imena, poleg normativne točke dostopa v polju 700 so takoj za istim poljem izpisane variantne oblike imena in ne samo v poljih 900 in 901, ne. Torej takoj veš, da tale variantna oblika spada k temu avtorju. No, to pri 700 niti ni bilo tako težko, ker 700 so samo ene, ne, in so torej 700-900 ste hitro našli, ampak recimo pri poljih 701 pa se včasih ali pa 702 težko bilo najti variantne oblike, tu pa se v bistvu izpisujejo ena za drugo. Pa ena stvar, ki mislim, da je tudi zelo luštna v novi verziji programa in je tudi izšla oktobra, je pa to, da lahko vrstni red polj in podpolj spreminjate spreminjate z metodo povleci in spusti. Torej veste, da lahko vrstni red spreminjate s tem, tako da si vklopite te puščice in si jih pač premikate navzgor in navzdol na tak način, da kliknete na to puščico, ampak po novem od oktobra naprej lahko polje tudi primete in ga ročno odnesete navzgor ali pa navzdol. Torej seveda samo tam, kjer je to možno, zato ker še treba vedno upoštevati vrstni red, kot si polja sledijo v formatu Comarch A in Comarch B. Tako, zdaj bi pa povedala še o tem, kar nas čaka naslednji teden. Torej to, kar upam naslednji teden, če bodo stvari take, kot so. Jaz sem trenutno prijavljena, upam, mislim, če so kaki knjižničarji iz MKL, torej prijavljena sem v predprodukcijsko okolje knjižnice MKL z mojim uporabniškim imenom, tako da nič se bati, nič ne bom v njihovi pravi bazi počela. Torej, to je zdaj ta baza, kjer testiramo. Zato so zdaj že vidne v tej verziji že vidne spremembe, ki bodo z naslednjim tednom vidne tudi v živem okolju. Recimo preklop, recimo bližnjice, s katerimi se je Zdenka pohvalila, smo dobili tudi v Cobiss-Cat, vendar ne toliko, kot jih imajo v Cobiss-Lib. Bližnjice za dodajanje znaka za razvrščanje in latex znaka že imamo. Zdaj pa tu, če vidite, ko sem se postavila na tale gumb, ki preklaplja iskalnik in urejevalnik, se v oglatem oklepaju izpisala F8, torej to je bližnjica za preklop med iskalnikom in urejevalnikom, torej z F8. Ko ste v urejevalniku, lahko z bližnjico Ctrl+Alt+, sprožite akcijo kreiraj nov zapis. Recimo, če bi ga kreirala, potem lahko z Ctrl+Alt+C preverim, če je z zapisom vse v redu, s tem seveda ni nič v redu, ker še nisem nič naredila. Z Ctrl+Alt+S, to je bližnjica, ki jo poznate že iz Cobiss3 katalogizacije, lahko shranite zapis in pa z Ctrl+Alt+Insert lahko odprete okno za odložišče polj in pa podpolj. Dobro, torej verjetno ste opazili tudi v iskalniku že nekaj, in sicer tule en gumb pokaži v Cobiss Plus, če zaženem eno od prejšnjih iskanj, pa bom probala zdaj najti en zapis, ki mogoče, recimo Martin Krpan. Ko kliknem na gumb prikaži v Cobiss Plus, se vam zapis odpre, ne boste verjeli, v Cobiss Plus, ampak kaj ne, torej videli boste tudi zalogo tega zapisa. Ta metoda se pojavi tudi tule, in sicer na delovnem področju isto, ne, ko kliknete na gumb s tropičjem, vidite prikaži v Cobiss Plus, zdaj pa, ker je to elektronski vir, nimamo zaloge, ne. V redu, zdaj pa še dve stvari, pol pa obljubim, da bom končala. Ena stvar je nekaj
definirane vrednosti, torej default zapisi. Jaz bom zdaj pokazala na primeru, Conor zapisa, seveda lahko isto naredite tudi na, bibliografskem zapisu. Recimo definirala si bom, default vrednosti oziroma privzete vrednosti na poljih podpoljih 820a in 830a. V 820a je pogosta, uvodna fraza "ne zamenjuj", dvopičje, in pa v 830 je pogosta uvodna fraza "področje delovanja", recimo. Tako, zdaj pa bom to shranila, kot bi sicer shranila predlogo, torej s klikom na tale gumb, ampak ime je pomembno, kako dam, če želim, da je to moj default zapis. Ime mu moram dati default, potem pa podčrtaj in potem moje uporabniško ime. Tu vas opozarjam, to zdaj ni baza, ampak je moje uporabniško ime je tako Izum Nevenka Z, da me lahko v Mestni knjižnici Ljubljana zauhe, če bi slučajno kaj, nepravilnega delala v njihovi bazi. Torej to je default, podčrtaj in uporabniško ime. In rečem v redu. Tako zapis se mi je zdaj shranil, pravzaprav med predloge. Zdaj pa, če bi jaz želela, in tu si ga bom tudi odstranila iz delovnega področja, da ne bomo zmedeni. Če bi jaz zdaj recimo želela kreirati, Conor zapis, ne bom izbrala predloge, ampak prazen Conor zapis, potem lahko to vrednost v poljih 820a prekličem s kombinacijo Control Alt D. Se mi je izpisala "ne zamenjuje", zdaj nič ne bom izpolnila. Druga možnost pa je, da kliknem na podpolje in potem je tu dodan nov gumb Privzeto in se mi tudi, doda tale vrednost. Pa še ena stvar, zadnja stvar, tule imam pripravljen en zapis, ki sem ga želela prevzeti iz, kongresne knjižnice, in, zapisa še nimam shranjenega, torej bodite pozorni, zapis še ima, ID -1, ne, na delovnem področju in tule v 700, če bi jaz zdaj, želela preveriti, če je s tem zapisom vse v redu, to naredim z bližnjico, ki jo zdaj že poznamo, Control Alt in C. V 701 mi manjka podpolje 3. Okej, torej moram kreirati zapis za tole gospo, zdaj ne bom šla preverjat, če obstaja, verjemite mi, da ne obstaja. In zdaj grem v Conor. Zdaj pa, ko sem jaz v Conorju, je ta nesrečno vnos, vira v polje 810a. Kako vnesem vir? Saj veste, najprej bi bilo treba zapis shraniti in tako naprej, torej hitra metoda je pa zdaj taka, v prazno, torej pustite podpolje prazno, kliknete na iskalnik in brez da vpišete kakršnokoli iskalno zahtevo, vam med rezultati iskanja na prazno zahtevo, iskalnik ponudi, vse zapise, ki jih imate odložene na delovnem področju, pa še niso shranjeni. Torej vidite, da imajo ID-je -1 in -2 in v tem primeru recimo, da je to tale zapis, ki si ga želim, rečem izberi in podatki se mi zdaj avtomatsko prenesejo v podpolje 810a. Tako, jaz sem zdaj oddrdrala, verjamem, da je bilo hitro. Če vas zanima bolj podrobno, kar se tiče v zvezi z, ne vem, kaj sem zdaj naredila, sem nehala deliti? Ja, Če vas bolj podrobno zanimajo stvari v zvezi s tem, pa bi to radi, če vas je strah, v Cobiscat delati, sami od sebe, potem se lahko udeležite tečaja katalogizacije v sistemu Cobis, dopolnitve in novosti, kjer večino tečaja namenjamo prav, Cobiscat in gremo to malo počasneje, malo z vajami, da vam je lažje. Sicer pa lahko Cobiscat seveda uporabljate vzporedno s Cobis 3 katalogizacijo. Hvala. Nevenka, najlepša hvala. Še na hitrico 4 vprašanja. Ali obstaja bližnjica za kopiranje polja? Ja, a mogla bi ostati, A ne, se v da kje programu? dobiti seznam bližnjic? Kako? Za kopiranje polja? Ne, Ja, bližnjica za kopiranje polja ne, ne, ne? A se ne da še. kje dobiti seznam bližnjic? Ja, ja, to je vse v navodilih, ki tudi izidejo Aha, z novo verzijo programa, ja. v redu. Pa je možno dodajanje več polj, v bloku 7 naenkrat? Ne. Ne. In še zelo, zelo na hitro, kakšni so načrti za prilagajanje katalogizacije v skladu z načeli LRM?
Ja, nekaj smo se začeli s tem pogovarjati, mogoče je to, ne morem reči, da zelo aktivno sodelujem pri tem, ampak, za naslednje leto imamo en projekt, nekaj v zvezi s tem, ja. Torej je to vsebina za naslednje Novosti v knjižničarstvu. Absolutno. Nevenka, najlepša hvala. Moram pohvaliti Zdenko in Nevenko ter ostale kolege iz Izuma, ker so prisluhnili željam knjižničarjev ter jih skušali upoštevati pri razvoju predstavljene programske opreme.